Skratka, pred časom je prišla do mene na brezplačen klic ena gospa, ki sicer ima neko svojo storitveno dejavnost, s katero čisto povprečno živi, dobro zasluži. Želi pa seveda zraven tudi delati coachinge oziroma mentorstva, skratka modaliteta tukaj niti ni pomembna. Gre pa za to, da to ima v svoji bazi to ponudbo že nekaj časa. Spet ponavljam, to je res, bom rekla, velika večina strank, ki pride do mene, ima nekako to podobno zgodbo in pravi, da bi zdaj šla rada online. To se pravi, da bi rada delala online programe oziroma da bi rada nudila storitev, da do zdaj delala mentorstva 1-na-1 v živo, pa neke delavnice v živo, pa tako naprej, da zdaj bi pa rada v bistvu svojo ponudbo razširila na ta način, da začne delati tudi online programe, v smislu za začetek bolj 1-na-1. Skratka, in da je prišla do mene, da ji pomagam narediti ta online program. Potem sem se pa z njo usedla, vse so bile na telefonu, sva sedele in jo vprašam, ja, kaj pa pravzaprav, jaz vedno na začetku človeka vprašam, kaj se želi doseči, ne. Pa pravi, ja, želim si, da mi ta posel bolj steče. Pa sem rekla, ja, zakaj pa, in kje vidiš dodano vrednost zdaj? Pa pravi, ja, v tem, da če bom šla online, da bom pa potem v bistvu me bo več ljudi videlo oziroma bo več ljudi lahko do mene prišlo, ker nisem več omejena na lokacijo, ne. Skratka, ne rab več oseba se do mene voziti toliko pa toliko časa, ampak lahko to delam nadaljavo, skratka, imam potencial, da dosežem, da delam z večjimi strankami, ne. Sem rekla, ja, koliko ti pa gre ta trenuten biznis, ne, v tem smislu, kaj pa zdaj v bistvu ta trenutni obstoječi klasični ta izobraževalni oziroma mentorski biznis, pa prav, ja, ne gre mi glih, ne. Sem rekla, ok, v redu, ne, ampak kaj pa pravzaprav delaš? Pa prav, ja, tam večkrat objavljam. Sem rekla, imaš mailing listov? Prav, imam mailing listov, še presenetljivo veliko mailing listov, ne, ampak ko smo se začeli pogovarjati, smo ugotovili, da je ta mailing lista popolnoma neuporabna, ker so gor ljudje iz nekega drugega časa in njenega življenjskega obdobja. Skratka, gre za to, ne, da je že v bistvu obstoječa oblika, klasična oblika ni šla in je zdaj iskala alternativo, da bo šla v bistvu online, zato da bo to bolj steklo. Ne, zdaj ista, oziroma podobna zgodba gre tudi, recimo, ko pridejo ljudje, ki sploh še nimajo biznisa, pa rečejo, bom šel, pa ker bo to online, bo to kar fino steklo, pa vsi me bojo videli, to lahko delam tudi zraven službe, zraven drugega biznisa. Ja, vse se da, delujejo stvari, oziroma pač ljudje živijo od tega. V končni fazi tudi sama sem na samostojni poti že 7 let z vzponi in padci, vendar pa so v ozadju, bom rekla, določene zadeve, o katerih želim spregovoriti v temle, recimo, v temle razmišljanju na glas.